Prav lep pozdrav. Ne vem, zakaj skupine so čedalje tanjše. Je že kava tam zunaj ali prigrizek, ne vem. Dobrodošli pravzaprav na skupini, kjer predstavljamo opisnike temeljnih zmožnosti. Jaz se trudim, da naredim čisto kratek uvod, ker je bistvo pravzaprav tega, kar želimo povedati, pravzaprav v uporabnosti gradiv, ki smo jih pripravljali kar nekaj let. Zato sta z mano tudi strokovni sodelavki, Dragica Glažar iz Ceneta Štuparja in Melita Oražem iz Ljudske univerze iz Kočevja, ki sta obe sodelovali v ciklu akcijskega raziskovanja pri pripravi opisnikov. Torej, želimo vas pravzaprav seveda prepričati, navdušiti, da gradiva, če že jih ne uporabljate, če jih še ne uporabljate, da jih pričnete uporabljati v vaši praksi. Uvodoma bi rada samo povedala nekaj stvari, zakaj smo se pravzaprav lotili opisnikov, priprave opisnikov in na kakšen način. Torej, nekako pred leti smo nekako prišli do tega, da najbolj za ranljive skupine ne bo nikoli dovolj izobraževalnih programov, ki bile namenjene samo njim. Javna sredstva so za ta del izobraževanja odraslih pravzaprav vedno omejena. In zato smo rekli prav, potem pa pripravimo izobraževalna in didaktična gradiva, ki bodo uporabljala za izobraževalce odraslih. In bomo s temi gradivi nekako začeli spreminjati sistem bolj od znotraj. Se pravi, rekli smo, pripravimo gradiva, ki bojo lahko izobraževalci odraslih uporabljali v različnih delih izobraževalnega sistema in bomo rekla, si z njimi pomagali, da bojo lahko bolj kvalitetno delali. Bodi si, da gre za izobraževalne programe, bodi si, da gre za kakšno drugo dejavnost v izobraževanju. Potem smo se mogli odločiti, se pravi, katera področja bomo zajeli. In tukaj seveda smo se naslonili na evropski okvir ključnih zmožnosti, ključnih kompetenc. Nekako zaupamo, da je ta konsenz ustrezen, da so to res temeljna področja temeljnih zmožnosti, ki jih potrebujemo odrasli, da se učimo in se vključujemo v družbo in na trg dela in seveda tudi mladina. Torej, mladi naj bi dobili ta znanja in spretnosti, kompetence tekom rednega izobraževanja. Za odrasle pa se seveda pričakuje, da če jih že nimajo, da jih pridobijo v izobraževanju odraslih. Ampak če pomislimo, koliko pravzaprav je izobraževalnih programov na voljo, kjer se recimo odrasli učijo učiti, ali pa matematike, ali pa recimo socialnih in državljanskih kompetenc. Ne prav veliko. Tako da to je odločitev padla glede področij. Potem smo se mogli odločiti tudi, kako bomo prišli do teh opisnikov. In nekako smo rekli, zakaj pa ne bi poskusili metodo akcijskega raziskovanja. Se pravi, ko v bistvu z učitelji, praktiki v ciklih akcijskega raziskovanja, ko se učitelji pravzaprav na nek način po neki trdni metodologiji preučujejo lastno prakso, se srečujejo s teorijo in se spet vrnejo v prakso in preučujejo naprej. Tako nekako se nam je zdelo, da bi šlo, zato smo potem sprejeli to odločitev, da je to pravzaprav metoda akcijskega raziskovanja. Potem smo se pa mogli še odločiti, s katerimi zunanjimi sodelavci bomo sodelovali. In tukaj tudi smo rekli prav, to bojo učitelji, praktiki, ki imajo izkušnje tudi z delom pri ranljivih skupinah odraslih in ki bodo iz različnih organizacij iz vse Slovenije. Namreč, se pravi, upali smo, da bojo v ciklu dveletnega akcijskega razvojnega in raziskovalnega dela, strokovnega dela, učitelji se vračali nazaj v svoja delovna okolja, preučevali ne samo svojo prakso, ampak tudi s svojimi kolegi pravzaprav delili morebitna nova spoznanja in rešitve. Tako da se je nekako izoblikoval pravzaprav pristop, ki smo ga uporabili in očitno je dal dobre rezultate, kajti zdaj imamo pred seboj opisnike za vseh 8 področij temeljnih zmožnosti. K zbirki opisnikov je dodana še knjižica z metodologijo, se pravi z opisom postopka, z opisom akcijskega raziskovanja, kako smo do teh opisnikov prišli.
in tudi knjižica izobraževalnih filmov. To je pa zdaj ta drugi del didaktičnega orodja, se pravi, zamišljeno je, da se vpisniki uporabljajo skupaj z izobraževalnimi filmi, ki prav tako segajo na 8 področij temeljnih zmožnosti in so pravzaprav skupaj delujejo kot didaktično orodje bodisi za pripravo izobraževalnih programov, bodisi za animacijo udeležencev, posebej filmi so uporabni za to, bodisi da se vračamo vsakeč znova na to, ko z udeleženci ugotavljamo, kaj bi se radi učili, kaj pravzaprav posamezna temeljna zmožnost obsega in seveda tudi preverijo z diagnostičnim inštrumentom, ki je priložen, kje so na posamezni temeljni zmožnosti in kaj pravzaprav bi se radi še naučili. Pri tem uporabljamo lahko tudi druge priročnike, torej neposredno ta, ki je nastal že pred nekaj leti, ampak za strokovne delavce je lahko neko koristno orodje, če želimo še mogoče malo globlje seči v posamezno temeljno zmožnost. Naj bo za uvod dovolj. Rada bi dala besedo obema kolegicama, ki sta sodelovali v akcijskem raziskovanju in seveda, ki vam lahko predstavijo konkretne izkušnje pri uporabi vpisnikov. Mogoče Melita najprej. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Sama sem bila s strani Andragoškega centra povabljena kot učiteljica v ŽU, kot andragoginja. In moram reči, da sem se sicer z veseljem odzvala povabilu, se pa takrat še nisem zavedala, da zadeva sploh ne bo enostavna. Midva sva sodelovali še z drugimi kolegi tudi pri pripravi vpisnikov za temeljni zmožnosti socialne in državljanske kompetence in pa kulturna zavest in izražanje. In potem nekako sva med pogovorom izvedeli od kolegic iz Andragoškega centra, da so ti dve področji pustili za na koncu in vam lahko rečem, da ne zato, ker bi bila najbolj enostavna. Je pa tako, da smo potem v neki fazi zagledali luč na koncu tunela in zdaj imamo tudi za ti dve področji pripravljeni knjižici, ki jih lahko s pridom uporabljamo. Mi v Kočevju konkretno vse knjižice uporabljamo pri delu z ranljivimi, z dolgotrajno brezposelnimi, imamo tudi veliko Romov v osnovni šoli za odrasle, tudi seveda tudi v procesu svetovanja v izobraževanju odraslih. Bi vam pa rada danes povedala še za en konkreten primer, ko pa smo 3 lokalna podjetja pravzaprav nagovorili, da se prijavijo na razpis ASI, celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, in smo potem kot zunanji izvajalci za njih izdelali strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Gre za eno manjše podjetje, Midea, eno srednje, Recinko, in pa eno večje, Melamin, ki sem prepričana, da ga vsi zelo poznate zaradi te nedavne hude eksplozije. No, pravzaprav ta strategija vsebuje neka izhodišča, analizo trenutnega stanja, torej kaj pravzaprav v podjetju je dobrega in kaj bi se dalo izboljšati. Torej, sami zaposleni so imeli neko priložnost, ker si je nekdo za njih vzel čas, da povedo, kaj pravzaprav pogrešajo in kaj bi lahko izboljšali, da bi bilo njihovo delo boljše, da bi delali dlje z veseljem in seveda imeli tudi voljo pomagati njihovim naslednikom, mlajšim, ki prihajajo na ta delovna mesta. No, tako smo pravzaprav pripravili neko analizo in načrt konkretnih ukrepov in programov, tudi s konkretnim terminskim planom. No, pravzaprav smo konkretno uporabljali te knjižici pri pripravi vprašalnikov za zbiranje podatkov na začetku, potem, ko smo pripravljali vprašalnike o ugotavljanju delovnih razmer, prvič pred pričetkom izvajanja aktivnosti in potem na koncu, po končanem zadnjem usposabljanju, potem pri pripravi načrta osebnega in poklicnega razvoja, se pravi tudi osebnega, ker smo dali velik poudarek tudi zdravju na delovnem mestu in premagovanju stresa.
pri identificiranju obstoječih kompetenc zaposlenih in pa želenih kompetenc v prihodnosti oziroma ciljev na področju razvoja kadrov in pa pri pripravi načrtov ukrepov in aktivnosti na ravni podjetja, pri čemer smo seveda sodelovali tudi z vodji in pa zunanjimi strokovnjaki. Smo si pa največ izmed vseh teh 8 knjižic pomagali z knjižicami, ki opredeljujejo opisnike digitalne pismenosti, sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti in pa socialne in državljanske kompetence in kulturna zavest in izražanje, kar je mogoče težko razumeti, dokler ne vzameš knjižice v roke in pogledaš konkretne praktične primere, ki potem zelo dobro prikažejo tako, da je razumljivo vsem, se pravi nam, nekemu zunanjemu strokovnjaku in ne nazadnje tudi samim udeležencem, s katerimi delamo. Ne. Tako da, hvala Andragoškemu centru za povabilo. Hvala lepa. Dragica, evo. Tudi jaz se pridružujem zahvali Andragoškemu centru Slovenije, da nas je povabil v to delovno skupino, kajti to akcijsko raziskovanje je bilo kar naporno. Tukaj smo, velikokrat smo prišli že do zaključkov, pa potem znova prevetrili vse, ko smo videli oziroma ko smo na praksi, na praktičnih primerih z ranljivimi ciljnimi skupinami preverili, koliko so ti sami opisniki in primeri razumljivi njim, smo videli, da dejansko, čeprav delamo s temi ranljivimi ciljnimi skupinami, da kljub temu še niso toliko razumljivi, kot bi si mi želeli. Tako da smo še enkrat vse skupaj prevetrili in na koncu je rezultat to, kar je v knjižicah, ki pa so zelo, zelo uporabne. Se pravi, same te kompetence, so razložene, se pravi nam, učiteljem ali svetovalcem na nam razumljiv način in tudi udeleženci, da lahko razumejo, se poistovetijo z samimi terminologijami, kot so trajnostni razvoj in podobno. Ne? Zdaj konkretno mi uporabljamo na Cenetu Štuparju zaenkrat, seveda si želim, da bomo razširili sam nabor teh, se pravi, knjižic v vse programe. Največ smo pa sodelovali oziroma največ smo uporabljali te knjižice pri pripravi neformalnih programov v okviru kompetenc, se pravi pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, kjer smo skupaj z učitelji si lahko pomagali, da smo pripravili take programe, ki so ustrezali ciljnim skupinam. Potem seveda v užu programih krasno pridejo v poštev pri pripravi samih projektov, ki jih pripravljajo učitelji na podlagi samih potreb udeležencev in pa tudi začeli smo uporabljati v svetovanju. Jaz bi morda na kratko opisala en primer pri svetovanju in sicer sem sodelovala z zapori v obdobju od marca do junija 2022, se pravi v 4-mesečnem neki pilotni izvedbi pri svetovanju in sicer so želeli razviti, se pravi, socialno in državljansko kompetenco pri zapornikih, obsojencih in pripornikih za lažjo komunikacijo v samem zaporu, za lažje premagovanje konfliktov in pa tudi z namenom kariernega svetovanja in pa tudi odločitve, sploh pri tistih, ki nimajo izobrazbe oziroma ki nimajo zaključene osnovnošolske izobrazbe, da se vključijo po izteku zapora v osnovnošolsko izobraževanje. Govorim o zaporu v Ljubljani. No in potem smo se lotili tega tako, da smo najprej preko diagnostičnega inštrumenta preverili, kje so, na kakšni ravni, z dvema skupinama sem jaz delala, priporniki in obsojenci, se pravi, na kateri ravni so glede diagnostičnega inštrumenta, ki vsebuje te opisnike, ki so res njim razumljivi, kaj pomenijo vloge, se pravi, v kakšnih vlogah nastopajo in podobno. No in potem smo pa skozi skupinsko svetovanje in pa individualnim, to v bistvu ni bilo svetovanje,
izobraževanje, pa bolj coaching, razvijali to kompetenco in potem na koncu spet ovrednotili samo kompetenco, ki so jo potem vsi razvili na višjo raven. Tako da morda samo kakšen primer, recimo pri aktivno sodelovanje, pri področju aktivnega sodelovanja, se pravi, kot sem povedala, namen je bil tudi samo karierno svetovanje oziroma odločitev za dokončanje osnovnošolskega izobraževanja in potem lepo sem si pomagala, kaj vse tukaj je zadaj. Kot smo že danes tudi slišali na samem predavanju, ni samo odločitev. Odločitev nas lahko vodi ali pa ne vodi potem do realizacije. Kako pomembna je tudi tukaj vztrajnost, kot smo definirali v sami skupini, vztrajnost in če te vztrajnosti oziroma in podpora, seveda, se pravi primarne družine in tako naprej, prijateljev, spet kot smo danes slišali, če tega ni, sploh pri zapornikih, se lahko zgodi, da tega sploh ni, ne primarne družine, ne prijateljev, kako bolj pomembno je potem samo motivacija, da potem to pride do te realizacije, pa da ob prvem neuspehu ne obupajo. Tako da nekako do spoznanj so prihajali, kako, na kak način lahko potem te odločitve, za katere se odločijo, privedejo do realizacije oziroma do njihovih ciljev, ki so si jih zadali. Potem seveda tudi trajnostni razvoj, tudi tukaj smo se pogovarjali o samih, bom rekla, kako lahko sam posameznik prispeva. Spet na začetku je bilo morda, k temu ne moramo mi nič prispevati, to elektrarne sončne elektrarne in podobno, to gradijo pač drugi odločevalci, ampak kljub temu spet potem z samimi pogovori, ko smo šli pogledati samo kompetenco oziroma sam opisnik, da pa seveda lahko tudi marsikaj naredijo sami posamezniki, od ugašanja luči do monitorjev, do potem seveda tudi v zaporu, koliko racionalno uporabljajo vodo pri tuširanju in podobno. Tako da sami opisniki in sami primeri so zelo uporabni, bom rekla, pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami. Toliko mogoče z moje strani. Hvala lepa obema za tole nazorno predstavitev. Najbrž imamo čas za kakšno vprašanje, mogoče dve, predno zaključimo tale naš vrtiljak. To delo itak ves čas spremljam in to, kar sem se včasih sama vprašala, pa bom kar mogoče Dragico vprašala, ko so opisniki na različnih ravneh definirani, kako recimo to približaš lahko odraslemu, da tudi vidi, da je nekaj bolj na nižji ravni, nekaj na višji in da to lahko gradi. Koliko pomaga ta knjižica oziroma kako si recimo prav pri delu zaporniki lahko to predstavljala? Hvala za vprašanje. Zdaj tako, pri samih zapornikih recimo so bili, se pravi, jaz sem delala z dvema skupinama, zaporniki in sicer priporniki in obsojenci. In že sami, ko smo, se pravi, z diagnostičnim inštrumentom, tudi razlika je v izobrazbeni strukturi. Pri obsojencih je bila struktura, v bistvu večina jih je bilo brez osnovne šole ali z osnovno šolo, medtem ko pri pripornikih pa tudi kdo z višjo šolo, ampak večina pa srednješolske izobrazbe. Tako da pri teh dveh skupinah smo že od štarta, se pravi, pri obsojencih je bila ta bistveno nižje razvita sama socialna državljanska kompetenca in ob zaključku, bom rekla, so prišli na minimalno raven. Medtem ko pri samih pripornikih pa večina na optimalno raven. Se pravi, večina pa bilo je kar dolg proces samega svetovanja, individualnega coachinga in podobno. Pri obsojencih je to bilo bistveno in jaz sem pač zadovoljna, da so prišli na to minimalno raven. Mislim, da pomaga predvsej to, da so da smo pravzaprav v procesu nastajanja opisnikov se vračali, se pravi, nastal je neki nabor opisnikov po neki naši presoji, potem ste se učitelji, izobraževalci vračali v svoje organizacije,
in preverjali vse te nabore, še posebej se spomnim kulturne zavesti in izražanja. To je bilo težko pravzaprav izluščiti, kaj od tiste visoke kulture pravzaprav pomeni ta zmožnost, ta kompetenca v vsakodnevnem življenju našem in vsakodnevnem življenju naših ranljivih skupin. Tako da to se mi zdi, da je lažje, da omogoča to, da niso to neke standardi znanja, ki so določeni strani pravzaprav nekih ekspertnih skupin, da so to pravzaprav neke življenjski opisniki z čisto konkretnimi primeri. Ko smo, mogoče to nismo povedali, da ko smo zaključili te nabore opisnikov, Tanja, ti to veš, so v bistvu vse knjižice smo dali tudi v recenzijo ekspertom, se pravi jezikoslovcem in tistim, ki so sicer strokovnjaki z posameznega področja, in če je bilo potrebno, smo jih tudi dopolnili, če smo recimo bili kje prešibki ali pa smo kakšno področje spustili. Tako da imajo tudi neka to vrstno legitimnost, ta področja temeljnih zmožnosti oziroma opisniki. Hvala lepa. Torej, če še nimate kompletov, lahko poiščete tele listke in nam oddate listke, da vam jih pošljemo, če še nimate vseh. Ali pa če rabite kakšen dodaten komplet, mogoče še za kakšnega strokovnega sodelavca. Hvala lepa.